Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav v predvolilnem soočenju za župana občine Beltinci. Volivci ste odločili, da se bosta v drugem krogu pomerila dr. Matej Gomboši in Milan Kerman. Oba sta danes tudi z nami in ju lepo pozdravljam. Lep pozdrav obema, gospod Kerman, gospod Gomboši. Pozdrav. Dobar dan. Za začetek morda takole sproščeno bolj začnimo, kako se počutite. Drugi krog, imate še dovolj energije. Vi morda, gospod Gomboši, prvi? Ja, v redu. Tako kot vedno, imamo dovolj energije, da gremo naprej, da pokažemo, kaj znamo. Ja, seveda, energije je dovolj, tako da bomo speljali ta drugi krog do konca, pa verjetno v zadovoljstvo vseh. Rezultati volitev kažejo, da ste, gospod Kerman, prejeli 1599 glasov, kar je predstavljalo skoraj 42%. Vi, gospod Gomboši, ste prejeli 1189 glasov oziroma slabih 31%. Gospod Kerman, kaj ste od teh volitev pričakovali? Ste zadovoljni z rezultatom in kako komentirate rezultate volitev? Glejte, jaz sem s tem rezultatom zadovoljen in to je samo potrditev tega, da so volilke in volilci, ki so me tako spodbujali ves čas, torej kar v 4 letih od prejšnjega mandata, da so mislili resno in s to podporo so me tudi dodatno še spodbudili in mi pokazali, da imam še kar precejšnjo podporo in tudi zaupanje ljudi in vidijo v meni nek potencial, s katerim bi oziroma se da občino potegniti iz tega, da ustvarimo nova delovna mesta, da ustvarimo tudi prijaznejšo občino in da imamo potencial takšen, tako v občinski upravi, kot v občinskem svetu in tudi v meni vidijo potencial. Kaj ste prvo naredili, ko ste izvedeli rezultate? Ste stisnili pest in rekli bravo ali kako ste sprejeli? Torej, jaz sem že po naravi miren, tako da nisem tako tisto euforičen, vendar prav gotovo sem pa bil zadovoljen in sem prvo, kar sem objel ženo. Gospod Gomboši, koga ste vi objeli, ste bili zadovoljni z rezultatom, ste z euforijo spremljali rezultate? Spremljali smo jih z razumom. Jaz se seveda zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki so mi namenili glas v prvem krogu. Uspel nam je cilj priti naprej. Moram povedati, da je rezultat boljši, kot pa je bil pred 4 leti v prvem krogu. Tako da smo zadovoljni. Mi smo predvsem v teh zadnjem obdobju, zadnjih mesecih, zadnjih tednih najbolj delali na projektih, na delo, ki ga je v občini precej je tekočih projektov, ki se izvajajo in seveda gremo za to s tem pozitivnim sporočilom naprej. V sodelovanju z vsemi, mi smo odprti do sodelovanja z vsemi strankami, ki so prišle in ki so bile v občinskem svetu, tako da gledamo pozitivno na to našo zgodbo naprej in gremo še ta 2 tedna, da se potrudimo in da gremo na uspeh potem naslednjo nedeljo. Kako ste sicer doživljali prvi del volilne kampanje? Bila mirna po vašem mnenju? Ja, predvolilna kampanja je bila v redu. Jaz sem vesel, da je bil korekten odnos z vseh strani. Mislim, da se to vsi skupaj zaslužimo in računamo tudi naprej, da bomo korektno peljali, predstavili svoje argumente, svoje delo, svoje rezultate in tudi svoje vizije za naprej, da se potem na podlagi vsega tega lahko naši občanke in občani odločajo v nedeljo. Še gospod Kerman, vi, kako ste doživljali kampanjo? Ja, prav gotovo je volilna kampanja tista, ki tudi sproži nekaj adrenalina, vendar moram priznati in tudi povedati, da je bila to fair volilna kampanja, vsaj do prvega kroga, torej do nedelje 5. oktobra. In jaz upam, da se bo tako tudi izteklo še naprej. Seveda pa kljub volilni kampanji je vedno dobro obdržati treznost, spoštljivost do sokandidatov, kajti vsak kandidat, ki da svoje ime, je vreden tega, kajti izpostaviti se ljudem, izpostaviti se kritikam, izpostaviti se vsemu tistemu, kar po tebi leti z leve in desne in tako naprej, od spredaj zadaj, kjer te pač tisti, ki razmišljajo drugače, bombardirajo. In ta spoštljivost do tega kandidata mora ostati in mora biti na nekem nivoju, tako da tudi kampanja se mora tako izteči. Kajte, prišel bo dan volitev, volitve bodo mimo, potrebno bo delati in če se skregamo že
v čas volilne kampanje, pred volitvami, pred tistim dnevom, ko je nekdo izvoljen, je potem zelo težko delo naprej. Oba sedaj imata izkušnjo županovanja za sabo, vi, gospod Gombuš, en mandat, vi, gospod Kerman, 2 mandata. Je težko delovati v službi javnosti? Rekli ste, z leve in desne letijo polena pod noge. Kako doživljate županovanje? Gospod Gombuš, morda vi prvi? Jaz se doživljam kot čast. Ko te ljudje na volitvah, ki so poleg predsednika republike edine direktne volitve za župana, izberajo, je to res velika naloga, velika čast, velika odgovornost. In jaz sem vesel, da smo v tem mandatu, torej od 4 let nazaj pa vse do danes, uspeli ustvariti eno pozitivno klimo z občinskim svetom. Res smo dobro delali, dosti tega smo ustvarili, rezultati so vidni. In ta dialog, ta mirnost delo občinskega sveta in potem na terenu, ko ti ljudje stisnejo roko, ko ti namenijo prijazen pogled, prijazen nasmeh, ko ti povejo, da so zadovoljni s tem, kar so videli na terenu z rezultati, to je nekaj največjega, kar ti lahko ob tem upravljanju te funkcije nekdo da. In to je tisto, kar te žene naprej, ideje, skupno delo, poleg seveda tistega, kar je tudi včasih pri tem delu. Je vedno vključena tudi politika, ki včasih zna tudi ponagajati, ampak v takih, moče tudi težjih trenutkih se človek spomni na vse tisto pozitivno, ki ga žene naprej in vse, kar je še možno narediti, če res stopimo skupaj, pa gremo naprej. Županovanje, torej, če sem vas prav razumel, tudi neka čustvena nota je v tem županovanju. Gospod Kerman, kako ste jo vi doživljali? Če si odprt človek dialoga, če si človek, ki se rad giblje med ljudmi, jaz moram povedati, da sem bil med ljudmi kar na recimo letno 280 dogodkih, od občnih zborov do raznih prireditev, je to zelo pozitivna, nabita energija, ki ti daje, ti ljudje, ki ti dajejo ti dogodki, ki te spremljajo na vsakem koraku, kajti prav gotovo so neke trenutki, ko potrebuješ takšno spodbudo se strani ljudi. In če se znaš ljudem približati, če znaš biti med ljudmi, če znaš iti izven konteksta tudi ne nazadnje svoje družine, kajti tukaj je družina prav gotovo tista, ki te mora podpirati, ki mora stati za teboj, ki ti ne sme ovirati tvojega dela, če si se za to odločil. V tistem trenutku je to lahko zelo dobra izkušnja, pozitivna izkušnja in pa dialog z ljudmi, kajti vsak dialog, tudi kritika je nekaj novega, je nekaj tistega, kar ti daje dodatno spodbudo, ti daje idejo, ti pove, ne nazadnje tudi, da si mogoče nekje delal, kar bi lahko drugače. In to so tiste pozitivne izkušnje županovanja in delo z ljudmi. Moram reči, da že delam z ljudmi od leta 1975, tako da sem stalno med ljudmi, med mladimi, med starejšimi, med vsemi generacijami in mi prav gotovo ni bilo težko županovati in se tudi gibati pa srečevati z ljudmi. In ti ljudje so odločili, da gresta vidva v drugi krog. Prej ste že, gospod Gombuši, omenjali, da ste letos v prvem krogu prejeli nekaj več glasov kot leta 2010. V drugem krogu leta 2010 ste jih potem prejeli 1960 oziroma nekaj več. Katere volivce boste sedaj nagovarjali, da pridobite tiste odstotke za zmago? So to bolj desni ali levi ali ne gledate na to? Ne, sedaj mislim, da vsak nagovarja vse občanke in občane, ker na tej funkciji, na vsaki funkciji, ki je povezana z občino, delamo za vse. Delamo za dobro vseh občank in občanov, želimo za njih izvesti čim več dobrih stvari, čim več potrebnih projektov, čim več težav jim rešiti. In zato seveda si želimo nadaljevanja te zgodbe, nadaljevanja dobrega sodelovanja z vsemi občankami in občani, z vsemi v občinskem svetu, z vsemi krajevnimi skupnosti, z vsemi, ki imajo dobro voljo, ki imajo dobre ideje, ki imajo željo po sodelovanju, ker mislim, da se vsi strinjamo, da le na tak način lahko to dobro zgodbo, ki smo jo sedaj peljali 4 leta, nadaljujemo z celotni občini tudi naprej.
V katero smer boste sedaj peljali kampanjo v tem drugem krogu? Na čemu boste dajali poudarke? Jaz sem prepričan, da naše volivke in volivci, se pravi vsi občanke in občani, cenijo trdo delo, ki je bilo opravljeno v tem štiriletnem obdobju skupaj z občinskim svetom, skupaj z vsemi, tudi z krajevnimi skupnostmi, in da bodo to upoštevali seveda pri svoji odločitvi naslednjo nedeljo. In jaz bom seveda poskušal pokazati, kaj smo z tem trdim delom dosegli, in pa tudi pokazati vse ideje, vso odprtost do novih idej, ki jo imamo in s katerimi lahko mi gremo še naprej, postanemo še bolj uspešna občina in res ustvarimo za vse občino, okolje, srečnih pa res zadovoljnih ljudi. Gospod Kerman, vi ste občino v preteklosti vodili 2 mandata. Leta 2010 pa ste proti gospodu Gombuši potem izgubili v drugem krogu. Kaj pričakujete sedaj? Verjetno ciljate sedaj na zmago. Ja, prav gotovo, ker če se enkrat podaš v tekmo, na vsaki tekmi pričakuješ, da boš dobil to tekmo, in tudi moje pričakovanja so, da volilke in volilci, ki so tudi v prvem krogu prišli na volišče, se bodo znova udeležili volitev v enakem številu in seveda prišli tudi tisti, ki do sedaj niso prišli na volitve. Seveda je to delo, ki je bilo upravljeno, pač bilo upravljeno, sedaj je moja vizija delo naprej. Od tistega dneva, ko bom izvoljen, delam naprej, delam z ljudmi na novih idejah, se trudim, da bodo ljudje prihajali k meni, da bom odprt do njih, da bodo vsak trenutek lahko prišli do mene, da se bodo lahko z mano pomenili, da bo vsak z svojim problemom, ki je takšen ali drugačen, poslušan, da bo tudi vsak občan in občanka imel možnost, da pove svoje mnenje, bodi si na občnih zborih, bodi si na zboru krajanov, bodi si na same občini v kontaktu na 4, na 2 na 2 oziroma 1 na 1. Tako da to so moje vizije, s katerimi bom delal za ljudi, za moje občane, za občino Beltinci, in občina Beltinci mora prebiti tudi ta preboj, tako kot so dobre prakse sosednjih občin, da bomo začeli ustvarjati neke nove zgodbe. Infrastruktura, ki smo jo imeli zastavljeno, je, lahko rečem, v tolikšni meri dokončana, da se nove zgodbe z novimi investitorji lahko tudi izvajajo, odvijajo, seveda s pomočjo občinske uprave, občinskega sveta in tudi takšne politike občine, ki bo spodbujala takšno razmišljanje tistih vlagateljev, ki bodo prišli v občino Beltince. Hvala. Točni ste bili kot ura. Omenjali ste občinski svet, sestava občinskega sveta v tem mandatu kaže, da boste največ svetnikov imeli stranka Mira Cerarja 4 in Nova Slovenija 3. Potem so tu še ostale stranke, ki so si porazdelile te stolčke. Kaj to za vaju, kot oba nastopata kot neodvisna kandidata, pomeni? Bosta imela večino v občinskem svetu, že potekajo kakšni dogovori, lahko povesta sedaj kaj več, verjetno že imata neke informacije, verjetno sta že šla do določenih predstavnikov strank. Gospod Gombuši, morda vi prvi? Ja, največja stranka imela 5 mandatov, ne 4. Potem sta 2 stranke z 3, nekaj z 2, potem je pa kar nekaj strank oziroma list z 1 kandidatom. Tako da je spet kar precej strank v občinskem svetu, kar je seveda v redu. Dobro je to mešanje, združevanje idej, različnih mnenj, ki potem na koncu skozi en konstruktiven pa tudi miren dialog pripeljajo do tistih rešitev, do tistih projektov, ki so najboljše za našo občino pa za naše občanke in občane. Jaz nadaljujem s takim delom, kot sem ga predstavil, kot sem ga peljal v tem mandatu, torej biti odprt do vseh, poslušati mnenja vseh v občinskem svetu, iskati te najboljše rešitve in potem na podlagi tega tudi skozi občinski svet z odločitvami, ki je pač najvišji organ zakonodajne oblasti v občini, izpeljati te res koristne zadeve, ki so potrebne še tudi za občanke in občane. Jaz sem vesel,
Gospod Kerman priznava, da smo v tem zadnjem 4-letnem obdobju precej naredili. Res je bilo večino infrastrukturnih projektov, nekatere smo nadaljevali iz prejšnjega mandata, seveda smo morali vložiti precej dela še v njih, precej jih je plod novih zamisli, novih razpisov, novih evropskih sredstev in jaz računam, da s takim dialogom res lahko peljemo naprej v sodelovanju z vsemi. Jaz tu ne gledam levo, desno, naši, vaši, dobrodošli so vsi, dajmo vsi ideje na mizo in potem jih združimo v tisto, kar bo najboljše za nas, tako da v naslednjem obdobju te infrastrukturne pridobitve, o katerih je bilo povedano, nadgradimo z novo vsebino, naslednja evropska perspektiva dela bolj na človeških virih, torej dajmo sedaj tem infrastrukturnim objektom vsebino, najbolj pa jim dajmo delovna mesta. Gospod Gombič, niste odgovorili, ste se že dogovarjali s katerimi strankami? Sedaj za drugi krog boste imeli podporo katere stranke? Seveda, jaz sem začel pogovore z strankami, tako da jaz sem pokazal, da so moja vrata, da je moja roka tukaj za sodelovanje in vesel bom vsakega sodelovanja, da res samo na tak način, kot sem rekel, ne na delitve na leve in na desne ali pripadnike temu, pripadnike onemu, stopimo skupaj pa res s čim večjo večino ali pa složno v občinskem svetu, tako smo skoraj dosti odločitev v občinskem svetu sprejeli soglasno. Tega bi si jaz ne za sebe, ampak za naše občanke in občane želel tudi za bodoče, da se tako dobro dela kot do zdaj. Gospod Kerman, ste vi že šli do kakšnih predstavnikov strank oziroma lahko zagotovite, da boste imeli v primeru, da postanete župan večino v občinskem svetu, da boste seveda potem lažje delovali? Torej, dobro vprašanje. Občinski svet je sestavljen strankarsko. Seveda bi bili vsi veseli, da bi bilo ta občinski svet sestavljen mogoče po drugačnem ključu, da ne bi se toliko delili politično oziroma tiste mogoče neke stvari prenašali tudi v občinski svet, vendar s občinskim svetom, ki je izvoljen na demokratični način na volitvah, je potrebno delati. Delati z njim v dobrih odnosih, v dialogu, s spoštovanjem drugega. Tako spoštovanje vseh svetnikov, kot tudi svetniki spoštujejo župana. Tudi v dialogu, tudi v vsem. No, v tem času od prvih volitev do zdaj sem opravil kar precej teh pogovorov z posameznimi svetniki in lahko rečem, da imam do danes nekako zagotovilo 2/3 svetnikov, ki bi me podprli v naslednjem mandatu, ki bi sodelovali. Torej, ne razumeti narobe, da je to koalicija, ampak podpora, da se dogovarjamo o skupnih projektih. Kajti moja vizija vodenja občinskega sveta ne, da tvorimo oziroma sklepamo neke politične koalicije, ki bi potem tako ali drugače škripala na kakšnih mogoče zadevah, ampak moja vizija je, da vodimo projektne koalicije. Torej, v projektu se dobimo, se dogovarjamo. Tudi z ostalimi svetniki, z ostalo tretjino sem vzpostavil z nekaterimi dialog, niso se še izjasnili, jaz pa verjamem in upam, pa prav gotovo se ne bom motil, da bodo tudi, če bomo projektno delovali, tudi pod mojim vodstvom uspeli preseči neke barijere ali česarkoli in v projektu sodelovati tako tvorno, da bo ta projekt ustrezno upravljen in tudi izveden. Lahko morda poveste, katere stranke so to, do katerih ste že šli in po katerih po vaših informacijah oziroma vaših zagotovilih imate 2/3 podporo? Torej, prav gotovo so to stranke Mira Cerarja, potem so pa stranke, ki imajo po enega člana in seveda Nova Slovenija. V stiku sem bil tudi že z Slovensko ljudsko stranko, tako da je tu kar en širok krog pogovorov bil upravljen. Gospod Gomboši, gospod Kerman pravi, da ima skoraj že 2/3 večino v občinskem svetu. Kako komentirate to? Ja, seveda, tu je normalno, da se nama poti malo križajo. Tudi jaz sem bil v kontaktu z strankami. Jaz tu ne bom govoril, koliko je že zagotovljeno in tako naprej. To bodo povedali najprej volilci v drugem krogu volitev. Potem pa seveda, jaz mislim, da bo sklepanje teh skupnih delovanj
tudi na nek način odraz dela, ki smo ga opravili v preteklem mandatu. Na kak način je kdo delal, na kak način je komuniciral in to in svetniki in naši volilci gledajo za kar nekaj mandatov nazaj. Ne? In jaz mislim, da oni zelo dobro ocenjujejo, kako se je kdaj v občinskem svetu delalo in tudi na podlagi tega se bodo potem svetniki, ki so strani volilcev in volivk bili izvoljeni sedaj v občinski svet, tudi odločali, kje vidijo, na kak način vidijo svoje sodelovanje v novih zgodbah, da bodo res lahko na en korekten, na en način mirnega dialoga izpeljali svoje skupne ideje za dobrobit vseh tukaj v naši občini Veltinci. Ja, in za dobrobit občank in občanov je potrebno sodelovati, iskati pri tudi nasprotnih straneh seveda pozitivne lastnosti. Sedaj morda en izziv za vaju oba dva, pa mogoče gospod Kerman, vi prvi, katere pozitivne lastnosti ste recimo opazili pri gospodu Gombuši skozi njegov mandat in skozi ta prvi del predvolilne kampanje, če jih lahko nekaj naštejete, izpostavite? No, rad bi še mogoče samo repliciral gospodu Gombuši. Najprej replika, potem v redu. Prav gotovo ima prav, da volilke in volilci gledajo za nazaj in jaz verjamem, da je tudi to razlog, da sem dobil kar 41% na teh volitvah, tudi na podlagi tistega dela. Zdaj, ocenjevati nasprotnika je vedno subjektivno, torej neke lahko stvari poveš, nekaj izluščiš, nekaj tudi ne, vendar jaz prepuščam oceno volilcem. Torej ne najdete kakšnih pozitivnih lastnostih pri gospodu Glejte, Gombuši? so dobre in slabe, ampak volilci naj odločijo. Redno, gospod Gombuši, vi? Morda replika še na to? Ali? Jaz bom povedal, jaz sem vesel tega, da je bilo tako med nama v prejšnjih volitvah, kot tudi do sedaj en korekten odnos tudi strani gospoda Kermana in jaz se nadejam korektnega odnosa tako z njegove strani, kot strani njegove stranke, kot strani tudi ostalih naprej, sedaj, ko bomo po 19. oktobru res začeli naprej delati na polno na občini in se več ne bomo ukvarjali, po svojo energijo vlagali toliko v kampanjo, ampak bomo delali za ljudi. In tega korektnega odnosa se jaz najbolj veselim in sem ga tudi vesel, kot sem ga doživel do sedaj v volitvah. Torej, pozitivna nota, ta korektnost, če sem prav razumel, z obeh strani? Lahko potegnemo črto in rečemo? Predvolilni čas je prav gotovo bil tisti, ko se je korektno sodelovalo in tudi korektno delovalo. No, naj bo tako seveda tudi po volitvah, politika namreč rabi to. Gremo zdaj na naslednjo temo, ki seveda ni nikakor pozitivna, tudi po celotni Sloveniji je večinoma tako, to je brezposelnost. V občini Beltinci je bila septembra ta brezposelnost, 654 oseb je bilo brezposelnih. Lahko volivcem obljubite, da jo boste znižala in kako konkretno? Lahko kar navedete recimo kakšne projekte, ki so seveda v okviru pristojnosti občine pomagali k znižanju brezposelnosti. Gospod Gombuši, pa vi prvi. Ja, res je, brezposelnost nas muči vsepovsod. Mi smo pred 4 leti imeli brezposelnost nekaj nad 19%, sedaj je vseeno nižja, nekaj nad 18%. Če se nam ne bi zgodila ta nesrečna Mura, bi bilo samo okoli 16%, tako da smo v tem pogledu napredovali z vsemi ukrepi, ki smo jih že omenjali za pomoč podjetnikom, razpis za njih, da lahko ustvarja nova delovna mesta, nove storitve, z zmanjšanjem nekaterih stroškov, kot je komunalni prispevek in tako naprej, da jih privabljamo v naše okolje. In to je en zelo pomemben del, da pomagamo našim obstoječim obrtnikom in podjetnikom, da se razvijajo, da se ohranjajo, da ne izgubljamo delovna mesta v tej težki gospodarski situaciji. Seveda drugi pomemben vidik je pa iskati nove investitorje. In tu bomo delali maksimalno naprej na prostorskih načrtih, na naših industrijskih conah, na različnih lokacijah. Te industrijske cone se med sabo razlikujejo, nekatere so bolj primerne za določeno dejavnost, druge za spet kaj drugačnega. In tu smo že v navezi, vsaj za našo glavno industrijsko cono ob avtocesti, z enim večjim nemškim logističnim investitorjem, s katerim bomo razvijali pogovore in upamo, da bomo uspešni pri pridobivanju novih delovnih mest. Hkrati je zelo daleč investicija podjetja Paradise, ki bi tudi v naši občini že rad razvijal rastlinjake na podlagi uporabe obnovljivih virov energije. Tudi njim smo pomagali pri prenekateri
birokratski oviri in so sedaj zelo daleč, tudi tu si nadejamo na kar nekaj delovnih mest. Z vsemi ukrepi, tudi v bodoče, skupaj z dialogom z občinskim svetom, bi pa radi tako nastavili naše gradbene zemljišča, tista, ki jih imamo, tako naše možnosti pomaganja tu z našimi lokalnimi davki, da bi bili čim bolj zanimivi za tuje investitorje, delali na vseh nivojih, tudi v tujino sem dostikrat šel in predstavljal naše lokacije. In pa seveda je to tudi apel na državo, ki mora oblikovati davčno in podjetniško politiko, da bodo investitorji investirali v Slovenijo, v Pomurje in potem seveda posledično tudi v občino Veltince. Hvala. Še gospod Kerman, vaše razmišljanje? Torej, kot prvo je najprej aktivirati obrtno-industrijsko cono, ki je na razpolago, ki obstaja, ki ima perspektivo, v kateri so bili vlagatelji, pa se ni na njih delalo. 2010. leta so bili vlagatelji tudi s imenom in priimkom predstavljeni občinskemu svetu, vendar se v zadnjih 4 letih potem na tem področju ni ustrezno ukrepalo, da bi oni začeli tudi izvajati tam svoje aktivnosti, ker je to edina obrtno-industrijska cona, ki jo občina Beltinci ima. Industrijska cona oziroma logistični center ob avtocesti železnici bo zaživel v tistem trenutku, ko bo država imela interes. Kajti to je državni lokacijski projekt, ki ga ne more občina sama izvajati brez vlade, brez ministerstev. Kar precej energije smo potrošili, da smo okrog ministrov hodili in predstavljali, ministri so seveda vsi prikimavali, vendar kot se pri nas vlada zelo hitro menja, je tudi potem zopet ponovno potrebno pri ministru najti tisti termin, tisti čas, da prideš do njega. In ta logistični center je prav gotovo ena izmed tistih investicij, ki ni samo beltinska, ampak je regijskega pomena Pomurja. Takrat smo predstavili leta 2009, smo rekli takole, poglejte, 2500 ljudi iz Mure odhaja na borzo, je stečaj Mure. Tukaj na tem logističnem centru, v tistem programu, ki ga je Luka Koper kar nekajkrat predstavila na občinskem svetu, je zagotovljenih najmanj 700 delovnih mest od NK do visoko kvalificiranih, torej do doktorja znanosti, ki bi prinesli določeno dodano vrednost. In ta logistični center bo enkrat moral zaživeti, če ravno ta logistični center se že nekako vleče iz leta 1990. Gospod Gomboši, kako je zdaj s tem logističnim centrom oziroma investicijo Luke Koper? Ja, najprej bi na kratko dodal, jaz se pol sprašujem, kje so vsi ti, Marko, tako neimenovani investitorji, ker do mene, vsa informacija do mene potem več ni prišla, če so res tako zelo bili v občini. Smo pa delali z mnogimi in žalostno je, kaj mi je eden investitor, ki je želel priti k nam, povedal, oni bi že gradili, gre za turističnega investitora, za tako prepotrebne namestitvene kapacitete v naši občini. Oni bi že gradili, če ne bi stanje v državi bilo takšno, kot je, če ne bi banke bile v takšni situaciji, kot so, in tako težko dobiti in po tako strašansko težkimi pogoji dobiti kredit. Drugače bi že mi tu videli gradnjo namestitvenih kapacitet, ki bi našemu turizmu zelo dosti prinesli in tudi našim ljudem, da bi dobili zaposlitve. Glede Luke Koper je pa tako, mi smo bili zelo v navezi z njimi, z državo, z ministrstvi in nažalost se je država odločila, čemu smo mi seveda nasprotovali, da trenutno Luka Koper tu ni finančno zadosti močna, da bi investirala na teh zemljiščih, ki so bila odkupljena in jih sedaj imajo v lasti to državno podjetje. Nažalost, kar mislim, da ni prav, so prekinili postopek državnega prostorskega načrta. Tu občina sama ne more peljati tako veliko zgodbo z občinskim načrtom, zato je tu prav in bomo še naprej tu delali, da bo država vseeno sprevidela, da tisto, kar so sami zapisali v strategijo prostorskega razvoja Slovenije, še vedno drži, da ta lokacija je dobra, da ta lokacija ima potencial, pa zdaj ali je to Luka Koper, ali je to nek drug investicijski partner, kot sem že prej omenil iz Nemčije,
da premaknemo to zgodbo naprej z nekom, ki res ima seveda voljo, ki ima znanje, pa ki ima kapital. Tu je potrebno zelo dosti kapitala in tu bo mogla stati država ob strani, z naše strani pa seveda vse, kar je možno z strani občine, od infrastrukture, komunalne ceste in tako naprej, kar je potrebnega. Sem prepričan, da bomo v dialogu z občinskim svetom k temu pripomogli vse za to, da dobimo ta prepotrebna delovna mesta. Gospod Kerman, gospod Gombuš pravi, da do njega tisti investitorji, o katerih ste vi govorili oziroma domnevni, niso prišli, kako to so se zgrešili? Ali? No, gledajte, jaz sem to dr. Gombušju takrat predal, tudi ta imena in je dobil kot neko tako da tu o tem ne bi več komentiral, ampak tudi investitorji so se zglasili, koliko je meni znano, ne bi rad izpostavljal nikogar sedaj z imenom in priimkom, ampak ni bilo pozitivno stališče do tistega investitorja, da bi začel tam delati. No, za Luko Koper bi lepo povedal še, ker dr. Gombuš ni bil zraven pri vseh pogovorih, torej tudi zgodbe oziroma tega prizadevanja okrog tega prav gotovo ne pozna. Kajte, tu ne moremo zdaj govoriti, ja, Luka Koper je prekinila ali kakorkoli. Mi si ne moremo privoščiti pa pripeljati k nam nekega XY investitorja ali kakorkoli že rečemo, ali direktorja Luke Koper, mi moramo k nam prignati ministrskega predsednika, torej predsednika vlade. In predsedniku vlade predstaviti na regijskem svetu. Takšna je situacija, zdaj pa je dovolj. In to potrebno ostre ukrepe napraviti in tudi ostro nastopiti proti temu, kajti regijski svet, če te moči nima, potem je to težka zgodba. Jaz pa verjamem, da regijski svet je toliko močan, da zna prepričati tako ministre, kot tudi predsednika vlade, da je ta logistični center, pa je lahko pod nemškim vodstvom ali kakršnim koli vodstvom, mora zaživeti, mora dati nova delovna mesta našim občanom, našim Pomurcem, našim Prekmurcem, torej v severovzhodni Sloveniji. Kajti, da se investitorji izgovarjajo, da potem tu ni denarja, banke nimajo posluha, takšnega investitorja je prav gotovo, ki je že na začetku potrebuje ne vem koliko milijonov samo zato, da bo papirje zrihtal, takšen investitor potem tudi hitro odide. Morda kakšna replika, gospod Gombuši? Jaz bi samo povedal, da je škoda, meni je žal, da je v prejšnjih mandatih ni prišlo do realizacije tega zelo, zelo pomembnega projekta Luka Koper, logističnega centra. Škoda, da je se ta projekt peljal tako, kot se je peljal, ker mislim, da bi lahko bila zgodba o uspehu, ampak potem vse stvari, ki so se okoli tega dogajale, in od nakupov zemljišč, prodaje zemljišč do potem cele kriminalistične preiskave, je vrglo eno senco na iskanje investitorjev v našo regijo, na pridobivanje investitorjev, na delo z investitorjami, ker tu občina sodeluje v vsakem primeru, tista, ki je v to vpletena. In jaz mislim, da se moramo iz te zgodovine, iz preteklih mandatov naučiti, potegniti dobre prakse in nadaljevanje iti res v odprto, korektno sodelovanje z investitorjem in tudi upravljanje z zemljišči. Prav gotovo ima dr. Gombuš prav, da škoda, da se je ta zadeva razvila v tisti smeri, kot se je, vendar so te preiskave plod tistega, kar se je dogajalo z Luko Koper, ne v tej regiji, ampak je plod tudi tistega, kar se je dogajalo nekje v Rusiji, Poljskem in tako naprej. Tako da ta zadeva v v teritoriju Pomurja, Prekmurja je bila korektno vodena, prav gotovo se strani Luke Koper. Bil je naš rojak, ki je bil na čelo Luke Koper, tudi nekako aktivni oziroma vidni član stranke SDS, tako da za tiste strani ni bilo
ovir takrat v tistem času in je direktor oziroma predsednik uprave imel vizijo, imel možnosti in tudi bi to uspelo, če potem ne bi prišle neke negativne silnice iz tujine in so ga tudi odnesle, tako rekoč. Hvala za vajna razmišljanja. Zdaj, gospod Kerman, omenjali ste to sodelovanje z državo, pomembnost sodelovanja z državo. Kako si kot župan, po primeru, da boste to postali oziroma boste to naprej, gospod Gomboši, predstavljate to sodelovanje z državo? Sedaj je na čelu bolj leva vlada, vam to ustreza ali ne? Glejte, župani, občine moramo delati in seveda želimo delati z vsakokratno vlado. Od vlade je dosti odvisno tudi delo lokalne samouprave. In preko skupnosti občin, preko združenja občin, v katero smo včlanjeni, naša občina Beltinci, preko sveta regije, ki je tisti en zelo pomemben regijski organ, je potrebno iskati ta dialog z vlado. Včasih ta dialog mora biti malo bolj umirjene narave, včasih je pa potrebno tudi malo, če tako povemo, zaropotati. Dostikrat namreč doživimo, tako kot ljudje radi tudi sami doma povejo, da nas država malo pozabi, vseeno smo tu na robu, severovzhodnem robu Slovenije in včasih moramo stopiti skupaj. Tako kot smo stopili sedaj ob teh poplavah, vsi župani, celotna regija, vseh 27 za županjo, in smo jasno in glasno, enotno in odločno povedali, da rabimo pomoč države in točno smo navedli, kaj rabimo, zakaj rabimo, kako težko nam je in od teh zahtev v takih primerih ne moremo odstopati. In tak način je seveda v tistih kritičnih situacijah, drugače pa se jaz zavzemam za korekten, za odprt dialog, za predstavitev problematike, da gremo skupaj, ali pridejo oni sem, da vidijo na lastne oči, ali gremo mi v Ljubljano, ta stik mora biti, da potem res lahko tiste probleme in tiste vizije, tiste ideje, ki jih imamo, čim lažje realiziramo. Mislim, da smo vsi skupaj v službi naših državljank in državljanov in mislim, da se tega moramo zavedati vsi, tako na državnem nivoju, kot na regijskem nivoju, kot mi tukaj na občinskem nivoju. Gospod Kerman, na kakšen način boste pod narekovaji seveda vi težili tam v Ljubljani ministrom, vladi? Torej, jaz nisem eden izmed županov, ki bi Mravljinca dobil v tistem trenutku, ko je predsednik vlade neka druga opcija. V 8 letih sem to dokazal, kajti sodeloval sem z predsedniki vlade, levimi, desnimi, sredinskimi, kakorkoli že rečemo. Torej, za mene kot človeka dialoga je vsak predsednik vlade tisti, s katerim se upam, želim in hočem pogovarjati. Hočem dogovoriti, seveda, ko je potrebno, tudi preko določenih pritiskov. Ne nazadnje je zelo dobra izkušnja z moje strani, takrat, ko smo zaropotali za avtocesto, ko so kar avtocesto premikali do leta 2013 skozi Pomurje in smo takrat z dobro voljo civilne iniciative, ki se je formirala v občini Beltinci in ki je delovala od Dolge vasi do Radgone, uspeli ta projekt spraviti za 5 let naprej. In je tudi bila vlada najprej skeptična, niso nas hoteli niti sprejemati, niti poslušati, vendar takrat, ko smo pa zastavili konkretne cilje, ko smo rekli, to so kratkoročni cilji, to so dolgoročni cilji in pokazali tudi z neko državljansko nepokorščino, v tistem trenutku se je premaknilo in vse šlo. Torej, v 2008 smo tako lahko že imeli otvoritev te avtoceste, ki bi morala biti odprta komaj lanskega leta po projekti, vendar, če takrat ne bi to nekako stopili skupaj, pa vprašanje, če bi še letos bila. Tako da te izkušnje imam in tudi ne rečem, da je vedno treba ropotati. Je dialog včasih boljši, če seveda ustrezno vodiš ta dialog in imaš tudi ustrezne sklepe, bodisi občinskega sveta, bodisi regijskega sveta, bodisi da se dogovoriš z določenimi skupinami in pa ne nazadnje tudi poslancev v državnem zboru ne smemo zanemariti.
Gremo sedaj naprej na delovanje občine v minulem mandatu oziroma v prihodnjih mandatih. Gospod Kerman, na prvem soočenju naše televizije, ki je potekalo v Beltincih, ste z gospodom Gombušem govorili o tem, da ste se zelo malokrat srečali v času njegovega županovanja, da vas ni prosil za nasvete in tako naprej. Kako si predstavljate to sodelovanje v prihodnosti? Torej, dejansko se nisva srečala v celih 4 letih, tako da niti nisem, kako bi rekel, ne me narobe razumete, ampak nisem se vpletal v občinsko politiko, kajte imel sem doma družinsko od smrti matere do smrti sina in mi ni dopuščal ta čas, da bi sploh mogoče nekaj časa spremljal. Potem pa seveda pričakuješ oziroma nekako misliš, da nekdo, ki te je nasledil, bo vprašal, ne da se ti vtikaš v njegovo delo. Kaj ti to bi izgledalo, aha, zdaj mi je pa prišel s pamet soliti, po domače rečeno. Tega jaz ne želim, niti da bi komu hodil, kako po domače pravimo, v zelje, ko bi šel. Ne, zakaj pa? Če kdo potrebuje pomoč, potrebuje nekaj, bo poklical. Sodelovanje za naprej, prav gotovo ne odrekam nikoli, tudi zdaj nisem odrekel, da ne bi hotel, vendar toliko je pa le dobro, da potem je dogovor vnaprejšnje, zakaj, za katero stvar, na katerem področju in pa da mogoče združimo moči, kajti vidimo najne vizije. So prav gotovo, če jih nekako prepletemo, sinergija teh vizij, ki bi nastala skupaj, je prav gotovo lahko samo pozitivno za občino, nikakor ne negativno. Kajte oba dva vidiva probleme, oba dva iščeva rešitve, oba dva se soočava s tem, oba dva hočeva za občine nekaj narediti in potem, če združimo moči, je to dosti lažje. Bodi se tako ali drugače. Kakorkoli lahko se dogovorimo in tudi sodelujemo, se dopolnjujemo, si določene stvari povemo, mogoče je včasih dialog malo ostrejši, včasih milejši, lahko, ni pa potrebno. Gospod Gombuši, še vaš pogled, boste v primeru, da boste postali župan tudi v prihodnje, kaj poklicali gospoda Kermana, ga prosili za kakšen nasvet? Ja, jaz seveda sočustvujem za težko zgodbo, ki jo je v prejšnjih letih dal skozi gospod Kerman. Mi smo pred 4 letami začeli eno drugačno pot. Smo ljudem ponudili, volilcem, drugačno pot razvoja občine Beltinci. Res z enim mirnim, konstruktivnim dialogom in smo spremenili nekatere načine delovanja, kot so bile v prejšnjih občinskih svetih, torej tale dialog. In ta dialog bi radi mi nadaljevali. V tem vidimo potencial, v tem smo doživeli tudi vsi skupaj rezultate, koliko dobrega se je naredilo in jaz seveda cenim izkušnje, ki jih gospod Kerman iz prejšnjih mandatov ima. Dejstvo je res, da se je marsikaj v teh 4 zadnjih letih tudi spremenilo, od zakonodaje do evropskih perspektiv, do črpanja evropskih sredstev, je prišlo do precejšnjih sprememb, ampak v vsakem primeru, ko bom izvoljen za župana, bom ponudil roko sodelovanja, ga bom poklical zraven, k nekako eni, bi rekel, širši ekipi, da vse ta znanja od mlajše generacije, nekako, ki smo jo mi pred 4 leti ponudili, do vseh, do starejše generacije, da skupaj delamo, da skupaj iščemo rešitve in mislim, da se tu oba strinjava. Treba je sodelovati, ker to čakajo naše občanke. Sodelovanje je potrebno tudi seveda pri tistih večjih projektih v občini. Eden večjih je sigurno ta kulturni festival v Beltincih. Baje so bile neke robote, glede tega neka nesoglasja. Gospod Gombuši, kje je zdaj tu resnica? Resnica je preprosta. Mi smo uspeli v tem mandatu, mislim, da je bilo predzadnje leto, če se ne motim, dati temu folklornemu festivalu tudi v proračunu ustrezno mesto. Tu so bile stvari razdrobljene, vedno smo pomagali festivalu, tako v prostorskem, lokacija, pri gradu, res naša lepa lokacija, kot tudi v finančnem smislu. Ampak je bilo to zelo razdrobljeno, malo od tu, malo od tam, malo tako in drugače.
Potem smo pa mi to vse skupaj združili in predstavili ta združen paket, združeno sofinanciranje, finančno pomoč za ta naš največji festival občinskemu svetu, ki je potem to tudi v proračunu sprejel. Tako da ima sedaj ta naš festival ustrezno mesto v proračunu, vejo vsi naprej, koliko sredstva jim je namenil občinski svet in res smo jim pomagali, da se lahko razvijajo še naprej, obujajo in predstavljajo nas in celo regijo in rekel tudi državo vse povsod in res prihaja dosti ljudi na ta festival in vidi te naše običaje, ker tu pa je bogatstvo naše občine Beltinci. Tu je toliko ljudi, toliko teh kulturnih in tudi mnogih drugih društev, ki dajajo en res pozitiven pečat nam, našim obiskovalcem in mi se ta pečat, ta ambasadorstvo nosijo tudi okrog po svetu. In na tak način si predstavljam tudi pomoč ostalim velikim dogodkom naše občine, da jim res damo tudi skozi finančni smisel pravo veljavo, da vejo oni, kako se lahko orientirajo in tudi občinski svet ve, kako in kaj so stvari postavljene. Vse zato, da spodbujamo naše društvo, da res organizirajo čim več takih dogodkov in takih festivalov, kot je folklorni festival. Gospod Kerman, kakšen pomen boste vi dali temu festivalu, ki je pomemben tako za Beltince same, kot seveda za celotno občino? Torej, za mene je ta festival, lahko rečem, že od malega, ko sem v Beltincih živel, ko živim v Beltincih, dejansko ena izmed prireditev, ki je najbolj markantna oziroma ena izmed največjih prireditev v občini Beltinci, lahko rečem. Ta festival je dejansko razdeljen v dva dela. To je sobotno dogajanje in pa nedeljsko dogajanje. Sobotno dogajanje smo nekako formirali leta 1993 kot predsedniki krajevnih skupnosti zato, da se krajevne skupnosti srečamo, pokažemo svoje bogatstvo etnokulture, pokažemo tisto, kar se je nekoč delalo, kako se je delalo našim mlajšim rodovom. In iz tega razloga, ker je ta sobotno dogajanje, potem, ko je še bila velika občina Beltinci, prešlo se Murska Sobota, sedaj je pod okriljem občine Beltinci in tu ne more nobenega dvoma biti, kdo je financer tega sobotnega dneva. To je občina. Brez tega ne gre. Zato, ker je to občinska zadeva, na katero pride od 8 do 9 tisoč ljudi v soboto, če je seveda ugodna vremenska slika. Tudi v dežju pride do 6 tisoč ljudi, ki se tam poveselijo, ki imajo svoje, ki vidijo tisto bogatstvo krajevne skupnosti. Nedeljsko dogajanje je pod okriljem javnega sklada za ljubiteljsko kulturo. In to je največji festival tega folklore v Sloveniji, kajti tu prihajajo folklorne skupine, tiste, ki so izbrane na regijskih tekmovanjih. In na tem srečanju moja vizija za naprej je tudi, da iz vseh tistih mest, v katerih so folklorne skupine pri nas, da se udeležijo tega tudi župani teh mest in imamo srečanje s temi župani, da se spoznamo, da z njimi sodelujemo, da navežemo stike, tudi mogoče prijateljske odnose, tudi na ta način, da potem v kasnejši dobi se lahko srečamo, ali pa imaš neko težavo, pa ga pokličeš, kako si pa ti to reši. Gospod Gomboši, torej zagotavljate, da ima ta festival vašo podporo? Vsekakor. Tudi finančno, z obeh strani, v primeru, da boste župana? Glejte, finančno podporo je že imel ves čas mojih dveh mandatov. Ampak kje se je potem sedaj nekaj zapletalo? Do kakšnih nesoglasij je prihajalo sedaj? Torej, za mandat prejšnjih 4 let ne morem povedati, ker ne poznam dogajanja v potankosti. Tisto dogajanje pri vrhu ni takšno, kot bi ga moral poznati, pač tisti okvir. Če pa hočeš nekaj soditi, moraš točno poznati. Vendar v mojih 2 mandatih je to bila osrednja prireditev, ki je ves čas imela vso finančno podporo občine. Gospod Gomboš, vi to zgodbo seveda najbolje poznate. Kaj se je dogajalo? So vam nagajali ali zakaj je šlo? Ne. Jaz vidim tu razlog v tem, ko se en tako pomemben dogodek, kot je folklorni festival, se mu ne da ustrezno mesto v proračunu,
potem je to na nek način krpanje. Malo vzameš od tu, malo vzameš od tam, malo vzameš od tam in pol nihče točno na koncu ne ve, koliko lahko pričakuje, koliko je sredstev in tako naprej. Sedaj, ko smo mi to zgodbo združili, predstavili občinskemu svetu, pogledali, koliko stroškov ta festival ima, iz katerih virov je bil vse financiran in smo potem to vse skupaj združili v eno občinsko financiranje, v eno proračunsko postavko, katero so potem vsi sprejeli. Jaz sem bil tega vesel, da so sprejeli ta predlog in potem zdaj vsi vemo in ni več tiste, rekel tudi včasih stresa pa nervoze, ker sam dobro vem, koliko društev organizira pomembne dogodke, seveda še posebej folklorni festival in kako težko je, če nimaš vnaprej znane finančne konstrukcije. In občina je sedaj to finančno konstrukcijo zagotovila, tako da imajo naprej znano, kako in v kolikšni meri jim bo občina Beltinci pri tem pomagala. Dobro, to smo sedaj razčistili. Gremo naprej. Zdaj, volivci se bodo v tem drugem krogu, takole vidijo, seveda odločali na podlagi tega, kje bodo videli večje prednosti, kateri bo župan, pa morda gospod Kerman, vi, katere so vaše prednosti pred gospodom Gombušem, zakaj bi bili boljši župan kot on? Torej, želim delati v naslednjem mandatu odprto, brez nekih zadev, ki ne bi bile všečne tudi našim ljudem v zakonitem smislu. Torej, to pomeni, da delamo po zakonu, po zakonskih osnovah in želim delati z njimi ves čas v kontaktu. Želim biti 24 ur dostopen, to je vedno rečeno 24 ur, kajti se spomnim, ko so bile neke ujme, smo tudi bili zunaj na trasi, ko smo delali tudi po noči in sem bil prisoten z gasilci na tem visokovodnem nasipu. Tako da ni strte zvito, če rečeš včasih 24 ur, vendar ne vsak dan, ampak dostopen vedno, povsod, na vsakem mestu. Nimam nobenih zadržkov doma, tako doma kot tudi v službi, kajti za dnem, ko bom izvoljen, bom tudi prekinil delovno razmerje tukaj, kjer zdaj sem in bom ves čas na občini. Nimam nobenih bypass zaposlitev, kjer bi dodatno bil zaposlen ali kakorkoli in z to odprtostjo in z mojim dostopom, ki ga volilke in volilci poznajo, in z mojim pristopom do vsakega občana je prav gotovo tisto, kar volilcem tudi nudim. Seveda, volilci pa so tisti, ki se bodo odločili, pa bodo rekli ja ali pa ne. Torej, na volilcih je, da precenijo, ocenijo, kdo je tisti, ki mu zaupajo svoj glas. Kajte, da jaz nekomu dam glas, to je neka veličina, to je nekaj tistega, kot da sem nekaj svojega osebnega nekomu dal. Gospod Gombuši, zakaj vi menite, da ste boljši kandidat kot gospod Kerman, oziroma drugače povedano, zakaj ste oziroma boste boljši župan? Ja, pred 4 leti, torej po 8 letih županovanja gospoda Kermana so se ljudje odločili za drugačno pot. Kot ste sami prej povedali, mi smo takrat začeli eno novo zgodbo. Stopili smo nekako v te okvirje, ki so takrat na občini bili, lahko pa z veseljem povem, da so mi te okvirje prerasli. Ravno s tem, s korektnim dialogom, s to odprtostjo od občinskega sveta, realizirali marsikatere stvari, ki so posledica tudi tega, da sem na začetku izbral, da bom poklicni župan, tega prej občina Beltinci ni imela pri nobenem županu. Reorganiziral sem tudi v precejšnji meri občinsko upravo, kaj kdo dela, in dal en čist drugačen poudarek oddelku, ki se ukvarja z projekti, z črpanjem evropskih sredstev. In jaz mislim, da so bili to tiste koraki, ki so pomenili to ravno drugačno razvojno pot občine Beltinci. In to ponudbo, te rezultate, ki jih nekako sedaj prinašamo na ogled, na pladnju, želimo ponuditi našim občankam in občanom v odločanje. Oni bodo pa tisti, ki bodo odločili in ocenili te rezultate,
našega skupnega dela. Jaz sem se večkrat zahvalil občinskim svetnikom za to korektno sodelovanje. Seveda, predvolilno leto je bilo takšno, kot se običajno vedno malo dogaja. Mislim pa, da smo sposobni še več. Smo sposobni v tem dialogu, smo sposobni še več. Če res se ne gremo teh delitev, pa pustimo predvolilno leto vedno. Premagajmo te volitve, da nas ne bodo kdaj zgrabile tiste skušnjave, tako in drugače glasovati, ker smo imeli tudi projekte, ki smo jih na občini pripravili, pa nažal so bili zrušeni. Jaz si želim, da tega ne bi bilo. Za naše občanke, občane si želim. In tudi sam bom naprej nadaljeval kot poklicni župan, ne bom rekel bypass, sem pa imel z dovoljenjem naše mandatne komisije sodelovanje z fakulteto in tudi to je obrodilo rezultate in še naprej želim to znanje z univerze, z fakultete vključevati v delo naše občine. Hvala. Morda še kakšne replike? Malo jih porabljata. Ja, gledajte, jaz želim v tem mandatu seveda prenašati znanje. Replicirate točno na kaj? No, vsaj replika, kot je imel predhodnik. Ja. Znanje z fakultete želim prenašati na ta način, da bom vključeval študente, katerim dajemo štipendije iz štipendijske sheme preko pomurskega ali kakorkoli, tudi iz občinskih štipendij, da bodo imeli možnost sodelovati pri naših projektih, ki jih bomo delali in sicer v tistih smerih, katere smeri študirajo. Vsako leto imamo sprejem doktorje znanosti. Dr. Gomboš se prav gotovo spomni, je bil pri meni prvi, ki je bil sprejet kot doktor znanosti v tistem mandatnem obdobju. Do zdaj je že kar nekaj in ti doktorji znanosti bodo tudi poklicani na ta način, da bodo predstavili svoje delo, svoja videnja, svoje izkušnje, bodo tudi pripravili mogoče kakšno delavnico, se bodo pojavili v Malem Ritaru, v našem občinskem glasilu ali kot govorci na državnih proslavah. Hvala. Gospod Gomboš, morda replika, ali ne? Je vredo. Ni replike, potem gremo naprej. Če me spominja vara, na prvem soočenju niste postavljali vprašanj eden drugemu kandidatu, ste danes že kaj bolj pogumni, ste si kakšno vprašanje izbrali, sedaj namreč imate možnost, da vsak eden drugemu postavite eno oziroma, če bo potreba, seveda za to dve vprašanji. Da, gospod Kerman, vi prvi, je kakšno vprašanje za gospoda Gombošija? Ne še. Še vedno nič novinarske žilice, gospod Gomboši? Je vredo. Tudi ne. Potem pa bomo kar zaključili z vajnim nagovorom. Imate seveda minuto, da nagovorite občanke in občane. Izvolite, torej minuta in kamera sta vaši. Gospod Gomboši, izvolite. Spoštovane občanke in občani, pred 4 leti smo skupaj stopili na drugačno pot razvoja naše občine. V tem času smo izvedli mnoge projekte, precej zgradili in tudi počrpali mnogo evropskih sredstev. Zelo sem hvaležen za to vaše zaupanje in to čast, ki ste me nakazali, da sem lahko v 4 letih vodil skupaj z občinskim svetom to našo lepo občino Beltinci. Za prihodnost je še precej idej, precej projektov, ki bi jih želeli skupaj z vašo pomočjo in vašo podporo realizirati za dobrobit celotne občine Beltinci. Zato vas prosim, da se udeležite volitev in me izberete, zato da bomo lahko te ideje na skupni poti šli naprej in res v občini Beltinci ustvarili okolje srečnih in zadovoljnih ljudi. Hvala. Še gospod Kerman. Drage volilci, spoštovane volilke, pred nami je seveda dan odločitve, ko boste izbirali, kdo bi naj po vašem mnenju dobro vodil in naslednji mandat tudi z vami sodeloval. Veseli me in hvaležen sem vam za vašo podporo, da sem po 4 letih izven delovanja občine še vedno doživel to, da mi zaupate, da imate v meni tistega človeka, vidite tistega, ki je vreden zaupanja. To me vzpodbuja in mi daje dodatne motivacije, dodatne moči. V teh 4 letih, ker nisem aktivno sodeloval, se je nabralo ogromno idej. Novih idej, tistih, ki bodo pripeljale do tega, da bomo lahko v občini Beltinci po 4 letih rekli, smo prišli
naprej, smo prišli dalje. Zato, spoštovane volilke in volilci, vljudno vas vabim, da pridete na volišče, pridete v nedeljo 19. oktobra in zaokrožite številko 1 pred mojim imenom. Tako, s tem, spoštovana gospoda, bomo končali današnje soočanje. Hvala za vajin čas in seveda obilo uspeha obema na volitvah. Pa naj zmaga boljši. Hvala tudi Hvala lepa. vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi seveda vam za pozornost. Pojdite, kot ste že kandidata povedala, na volitve in izberite svojega favorita. Nasvidenje.